32 dni do razsvetljenja, 32 dni iskrenih pogovorov, 32 plasti, ki jih bom slekla zate, 50 let življenja. Čez točno 32 dni bom stara 50 let. Začutila sem, da bi se s tabo podelila malo bolj osebno. Ti povedala oziroma iskreno spregovorila o različnih tematikah, ki so, bom rekla, morda včasih skrite, se o njih premalo govori ali pa mogoče tudi preveč. Ampak bistvo je, da bi rada povedala moj pogled, moj način, kako jaz dojemam življenje. Sem pa prepričana, da se boste sigurno našli v teh pogovorih in razgovorih oziroma mojem deljenju, ker smo v bistvu vsi samo ljudje in življenje teče, vsakemu daje različne vrste izzivov, nalog, stvari, ki jih je treba, narediti, predelati, pozdraviti ali kakorkoli. Predvsem pa bi si želela, da mogoče se najdete v teh zgodbah, ki jih bom povedala, oziroma mnenju, ki ga bom delila. Ne vem zakaj, ampak prišel je tak naslov 32 dni do razsvetljenja. Kaj sploh je razsvetljenje? Jaz ne vem točno, ker ga nisem doživela. Sem o njem prebrala veliko že, si želim priti nekje do nekega razsvetljenja, čeprav včasih sem mislila, da moraš ne vem kaj vse narediti za to in da se potem lahko razsvetliš, da si razsvetljeni mojster, ampak dejansko so pa to v bistvu vsak manjši korak, vsaka manjša sprememba, ki jo človek naredi, je že del nekega razsvetljenja. Zdaj, različne religije malo drugače povejo, kaj je neko razsvetljenje. Jaz nekako se držim Castanedinih knjig, kjer piše o tem, da ti osvetliš vsa svoja vlakna v tvoji krogli. Za mene osebno to pomeni, da ozaveščam sebe, se pravi neke stvari, ki so v ozadju, nekaj, kar recimo ta trenutek ne vem, ne vidim, da potem, ko meditiram, delam na sebi, osvetlim to, kar pomeni, da pride iz podzavesti v zavestno delovanje, da potem s to informacijo ne samo, da nekaj pride, neko spoznanje, ampak da tudi nekaj z njo naredim, se pravi, bodisi, vpeljem neko novo navado, neham neke stvari delati, ki mi škodijo. Se pravi, nekaj vedno s tem potem narediš v akciji, v realnem življenju. Ne samo, da meditiram in si domišljam, koliko sem veliko že naredila, ampak da dejansko grem v akcijo in nekaj drugače, drugače naredim, odreagiram ali kakorkoli. Zdaj, jaz bi se rada razsvetlila. Seveda najbolj bi bilo, da bi bila ena tabletka in bi to pojedli in se razsvetlili, ampak vemo, da tako ni. Življenje na poti do razsvetljenja, če lahko rečem tako, je polno vzponov in padcev, veliko iluzij in projekcij je v nas, ki nas v bistvu omejujejo, da sebe vidimo širše oziroma da spoznamo svoje notranje zaklade. Tako da težko bi rekla, da točno vem, kaj je razsvetljenje. Nekako čutim, ampak ga ne morem razložiti, niti ne vem, če bom kdaj sploh do tja prišla. Sem pa rekla, da mogoče bom si pomagala sebi in tudi vam, na ta način, da glasno govorim o tem, da se izrazim, ker čutim pa močno potrebo po živeti z divjo žensko ali pa to notranjost, to notranjo energijo, notranjo esenco pokazati navzven, in to najlažje narediš tako, da se pač izražaš, ker jaz sem že aktivna na socialnih medijih, potem sem si rekla, evo, to bo zdaj moja priložnost,
da me ljudje spoznajo še malo drugače, da spoznajo, kako razmišljam, kako delujem, kaj pomeni sploh to delo na sebi, to, kar učim, kako v bistvu poteka moj dan, mogoče tudi, ne? Pa ne samo to, ampak tudi seveda o vseh teh zanimivih temah, o katerih radi razglabljamo ali pa o njih beremo, kot so, ne vem, o manifestacijah, o strahovih, o sanjah, ki so se uresničile in tistih, ki se niso, o starosti, o mladosti, o lepoti, o sprejemanju, o moških, o ženskah, o odnosih partnerskih, o denarju, o gubicah, o smrti, ja, o napakah. V bistvu, ja, probala se bom dotakniti čim širši spekter, tako da vas vabim, da me spremljate zdaj 32 dni. Kakšna sem zdaj in kakšna bom na koncu, bomo videli potem, a ne. Zanima me, kaj se da v teh 32 dneh narediti, tako pred kamero tudi, da vi spremljate moj napredek, a ne. In da se vidi, kaj vse je še možno pravzaprav, kaj vse je še možno. Ni mi lahko to, po eni strani mi to ni lahko snemati, no, ker svoje privatno življenje skušam zadržati zase, a ne, ampak te stvari, o katerih bom govorila, sem jih že predelala in tudi mi ni problema, a ne, jih povedati na glas. In seveda pač samo srčno upam, da je na drugi strani sprejemanje in ne vem, podpora. Vesela bom komentarjev, odzivov, teh bom sploh vesela, ker je dobro videti, ali lahko nekomu pomagaš svojo zgodbo in ali si pomagal oziroma kakšna je tukaj vrednost, a ne, vsega tega. Absolutno se veselim tega potovanja zdaj in ja, nič, jaz bom takšna, kakršna bom v vsakem trenutku. Danes sem malo zaspana, evo, kar iskreno povem, sem ponoči slabo spala, sem šla pozno spat, ker sem imela toliko enih idej in toliko se mi je dogajalo v glavi, da nikakor nisem mogla zaspati. Tako da sem potem, malo sem predihala na srčni čakri, malo sem dihala vrtnice, potem sem si vzela en napitek, ashwagando in še en čaj sem si skuhala, tako da sem potem nekako lahko zaspala, ampak sem pa danes kar zmatrana, pa vidim, da bi mogli malo počivati. Torej, jutri na 31. dan do razsvetljenja bom podelila sebe in sicer, kaj sem sanjala kot otrok in kaj od tega se mi je dejansko uresničilo, kaj se mi ni in hvala Bogu, da se mi ni, kakšne stvari. Tako da, ja, se vidimo jutri, lepo se imejte in pa se beremo, se poslušamo, imejte lep dan. Čau.